Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti. Tudi danes je glavna tema dneva minister za okolje Karel Erjavec. Naša novinarka Vesna pa se je odpravila na zares. Vesna, nam lahko zaupaš zakaj? Ja, zdelo se mi malo sumljivo, da so v aferi Ultra pač je koalicija podprla Golobiča. Zakaj torej sedaj niso podprli Erjavca? No in zakaj koalicija ni zaščitila koalicijskega partnerja, tako kot je zaščitila Golobiča v primeru Ultra? Bi vi primerjali te dve aferi? Bi vi lahko primerjali to, kar se očita Erjavcu, kar je že tudi kar dokazanega, in to, kar se je očitalo Golobiču? Pa se lahko vprašamo, kaj pa se očita Golobiču? Golobiču se očita 10% lastnik v privatnem podjetju. In vse, kar je naredil, je to, da je to 10% lastništvo prijavil Kosovi komisiji, prijavil davkariji, ni pa enemu izmed medijev povedal, da ga ima. In to je vse, kar je Golobič naredil. Kaj pa naredil Erjavec, se bo pa še videlo in se tudi nekaj živiti. No, razlika je v tem, da je šlo tukaj za nezakonitosti, ne? V tistem primeru pa povsem jasno, ne? Pri Gregorju Golobiču. Poleg tega tudi koalicija sploh ni bila v poziciji, da ščiti ali pa ne ščiti Erjavca. Odločitev o tem, da predlaga njegovo zamenjavo, je sprejel predsednik vlade sam in koalicija je zaenkrat samo povedala, da bo ta predlog podprla. Tudi koalicija mora nekaj zakone spoštovati. Kaj bi pa bilo, če bi se na vsakem koraku ščitili, karkoli lahko kdo kaj narobe naredi, pa bomo rekli, mi smo koalicija, da se pa ščitimo. Samo enemu mediju ni povedal, a nam je pol ali kako? Ja, mi ga nismo nič vprašali, ne. Smo pozabili. On je naredil eno malo napako, ne. Za Erjavca bomo pa še videli, kako mala je bila. Tako sem jaz razumel. V kanto z njim. Okoljski minister Erjavec je menda že našel svojo zamenjavo. Po poročanju Siola in Dela je položaj ponudil slovenjgraškemu županu in poslancu Desusa Matjažu Zanoškarju. Vesna, ti si že govorila z Matjažem? Ja, komaj sem ga dobila sicer na telefon, ker kot vemo zasega funkcijo župana in funkcijo poslanca, zdaj se poteguje še za funkcijo ministra. Zanimiv človek. Prisluhnimo pogovoru. Pa me zanima, kakšni so bili ključni argumenti za vašo strokovno usposobljenost za prevzem te funkcije? Ja, poglejte, sej tudi to je stvar diskutabla in tudi to je stvar v tem zaključku, da naj bi bilo tu še več kandidatov, ki bi morda pokazali še večje afinitete do tega področja, ker kot župan moram reči, da poznam področje bolj globalno, poznam prostorski del in pa tudi okoljski del, vendar ne brž, da to ni dovolj, ne brž, da je še kdo, ki bi to še bolje obvladal. Torej se vi ne čutite dovolj usposobljeni za to funkcijo? Ne bom rekel, da nisem dovolj usposobljen, ker človek se celo življenje uči tudi tiste stvari, ki čuti, da mu manjkajo, si jih nekako nadoknadi z izobraževanjem ali seznanitvijo s to stvarjo. Kdo pa so še drugi kandidati? Zaenkrat še nimamo drugih imen, pač pa danes je bil sklep, da se gre intenzivno v iskanje novih imen. Ja, težko bo najti zamenjavo za okoljsko kahlo, ne? Tako je to z velikimi politiki, ne. Kaj čemo? Pa pojdimo naprej. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije se je danes odzvala na izjavo ministra za razvoj in evropske zadeve Mitjo Gasparija, ki vidi izhod iz krize v lažnem odpuščanju. Lažjem. A, lažjem? Aha. Ja, no, oni bi raje imeli, da bi bilo lažno, ne. Ti si bil tam, Jaka, danes. Ja. Kako je bilo? Bilo je zelo zanimivo, no. So se odločili sindikati, da se te zdaj ne grejo več, in sporočajo Gaspariju, da take izhodne strategije ne podpirajo. Pa poglejmo si video. Jaz se upam reči, da so v tej naši družbi, to kažejo, bolj kot delavci in delavke, ki jih lahko vržejo na cesto skoraj da dobesedno kadarkoli, bolj zaščiteni stroji. Če stroj vržeš na cesto tukaj, na Dalmatinovi ali pa kjerkoli, bo čez 5 minut prišel inšpektor. Rekel, to pa ne smete. Pri delavcih se pa to dogaja kar tako. In ti poskusi delodajalcev tudi, ker v ozadju so tudi delodajalci, pritiskajo lastnike kapitala, da bi znižali stroške odpuščanja, to so obsojanja vredni.
Vrnimo se na globalno raven. Kaj si danes najbolj zapomnil z tujine? Kaj takega pretresljivega? Ja, Seoul poroča, da so čivave Paris Hilton obnorele svet. Zaradi tega, ker se je toliko pojavljala po časopisih in medijih z svojimi čivavami, se jih menda toliko kupovali, da zdaj vedno pogosteje pristanejo v zavetiščih. Si predstavljaš, ganljivo, ne? Čist. No, pa da ne bomo čisto objokani. Delo piše, da je Sanader v zadnjih mesecih večkrat obiskal odvetnika, ki se specializira za gospodarski kriminal, saj nekdanjega hrvaškega premijera povezuje številnimi korupcijskimi škandali. Korupcijskimi škandali najbrž. Organizacije za pomoč v Sudanu opozarjajo, da so razmere spet napete. Za poslabšanje razmer so krivi povečanje nasilja, revščina in vedno večja politična trenja med severom in jugom. To bo Tomo Križnar bo to vse zrihtal. Ja, zdaj ima dobre kamere, jih deli tam okoli, vse bojo posneli. Posneli in pol pa pride Al-Kaida. Ne, CIA. Al-Kaida je prevzela odgovornost za teroristični napad, v katerem je prejšnji mesec v Afganistanu umrlo 7 ciljnih uslužbencev. Se zmeri težje ločiti, ne? Al-Kaida pa CIA. Mitja Valenčič je s 4. mestom na Sljemenu izenačil najboljšo slalomsko vrstitev te reprezentančne generacije. Ob tem pa upa, da ne gre za absolutno rezultatski zenit kariere. Absolutni rezultatski zenit kariere. Marko Bratuš. Ni to največ, kar bo dosegel v življenju. Ne? Je pa lepo, ne? Ta štirka se nas drži Slovencev, ne? V košarki smo bili 4. Ne, pa tam so bili Hrvati, pa mi smo jih premagali, pa tako pa zdaj Hrvaška, pa mi smo spet 4. Tako da verjetno ni naslednji Bojan Križaj, ne? Ampak je pa dober, ne? Spet smo izveselni. To je še hujško, če si drugi, ne? To je dejansko hujško, če si, mislim, ne, de facto. Tam nekje. Ja. Tako da, ampak ja, čestitke za 4. mesto. Mislim, moški niso smučali toliko, ne, samo ženske smučajo v Sloveniji, to tako je. Tudi med smučkami so še jajca. In še kultura. Danes ne zamudite jubilejnega 50. Švica mikrofona. Ob 8. nas bodo v studiu 141 obiskali Dandelio Children. Dandelino. Ne, ko se jim reče? Dandelion Children. To je neka roža, ne? Rega. Še vreme. Užilo, jaka muda. Smo noter. Torej ja, javljamo se vam iz enega od ljubljanskih trgov. Ravno kar smo izvedeli, da se je vremenu zmešalo in bo ostalo zmešano, dokler ne najdejo novega ministra za okolje. Pa si kar pogledamo praktičen primer, kaj to pomeni. Poglejte, prvi avtomobil poln snega, zasnežen, drugi avtomobil popolnoma čist. Vreme se je torej odločilo za selektivno sneženje. Smo pa tudi iz zaupnih, dobro obveščenih virov izvedeli, da vremena jutri sploh ne bo. Šiško? Hvala, Jaka. Iz ljubljanskega studija 136, to so bile še ene vesti na vesti. Čau.